Hola, amigo. Se ti zdi, da je znate španščina, španska vas, da ničesar ne razumeš? Gotovo razumeš besede kafe, čokolate, estudiante. Osnove španskega jezika niso težke, potrebna je le vaja. Poznaš Rafaela Nadala, Seleno Gomez, Shakiro, Lionela Messija. Oni sanjajo v španščini, saj je to njihov materni jezik. Ti pa ne rabiš sanjati, da bi govoril špansko. Na naši šoli se že v prvem letniku naučimo osnov tega romanskega, nekateri bi rekli romantičnega, jezika. Tako lahko že po enem letu učenja v Španiji ali v državah Srednje in Južne Amerike naročiš hrano in pijačo. Camarero, ¿me pone un refresco de naranja bien fresquito, por favor? Ah, y una tapa de tortilla de patata, claro. Natakarju smo naročili svež in hladen pomarančni sok in krompirjevo tortiljo. Po nekaj mesecih učenja španščine dijaki že znajo povedati kaj o sebi in svojim španskim prijateljem predstaviti svojo družino. Hola, me llamo David y soy de Madrid. Tengo 35 años y ya tengo mi propia familia en Eslovenia. Spoznali ste našega tujega učitelja, Davida. Hola, David, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? V redu sem, kaj pa vedve? Muy bien, gracias. Bien, gracias. Z Davidom, rojenim Madridčanom, dijakom prikazamo kulturne, zgodovinske, geografske in druge značilnosti dežel, kjer se govori španščina, castellano ali espanjol. Vse te stvari pa dijaki spoznavajo tudi z branjem literarnih del. Konec drugega letnika gremo z dijaki na ekskurzijo po Španiji. Tam preizkusimo, kar smo se že naučili, vidimo stvari, o katerih smo že govorili in tiste, o katerih še bomo govorili v prihodnjih letih. Obiščemo različna mesta, na primer Barcelono, Madrid, Granado, Seviljo, Toledo in še marsikatero drugo mesto. V 4. letniku dijaki, ki želijo nadgraditi svoje znanje, dobijo dodatne 3 ure na teden, da se pripravijo na maturo. Zakaj se ne bi učil španščine, drugega svetovnega jezika? Pridruži se nam. Pridruži se 22 milijonom prebivalcev sveta, ki se učimo španščino kot tuji jezik. Dobrodošel v naših skupinah.